Melkijad, kako narediš splav? Je vprašal Pipi svojega starejšega brata Melkijada. Nič lažjega kot to, je odvrnil Melkijad. Pojdi z mano. Najprej nabereš debla. Debla očistiš, porižeš grče in debla dobro povežeš. Ampak, Melkijad, ni to nevarno? Lahko je, če to počneš sam doma. Ampak, če imaš zraven strokovnjake, je delanje splava zelo varno. Takšnega ali drugačnega splava. V projektu Niti ena več ustvarjamo izobraževalna orodja o reproduktivnih pravicah po Sloveniji in širše. Moči združujemo Kulturno-umetniško društvo Transformator, Radio Študent in Amnesty International Slovenija. Projekt je financiran s strani programa Proteus Transatlantske fundacije in sofinanciran s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so vsebina avtoric in ne odražajo nujno Evropske unije ali Evropske agencije za izobraževanje in kulturo. Niti Evropska unija, niti organ, ki je dodelil pomoč, zanje ne odgovarjata. Lepo pozdravljene in pozdravljeni v podcastu In rodila se je avtonomija. Ta podcast je del sklopa Niti ena več, v oklepaju ne bo umrla, ki ga pripravljamo skupaj en sklop takih partnerskih organizacij in z vami bova danes Nika in Nežka. Tako, jaz sem tukaj v imenu Radio Študent. Jaz pa v imenu KUDA Transformator in Magdalene Krivopet. Tako, zdaj zraven je pridružen še Amnesty International Slovenija, sicer pri projektu, ampak midve bova pa danes z vami. Kot lahko verjetno ugibate že iz naslova, bo današnji podcast posvečen nekemu zgodovinskemu pregledu pravice do splava, do prekinitve nosečnosti. Zdaj, tudi drugi podcasti so že bili, ta je torej 4., zadnji, s tem zaključujemo ta naš cikel, tako da ste lepo vabljene, da si poslušate tudi prejšnje, če jih slučajno niste ujele. Kaj nas pa čaka potem danes? Danes se bomo pogovarjali z antropologinjo Saro Pistotnik. Bomo naredili en tak kratek zgodovinski pregled, kaj se je dogajalo s pravico do umetne prekinitve nosečnosti. Potem pa bomo se malo kasneje pogovarjali tudi z Metko Mencin Čeplak o vpisu 55. člena v ustavo. Na koncu nas pa čaka še rubrika Ena modra, kjer bomo popravljali kakšne zmote ali pa v bistvu niti ne zares, bolj razmišljali o tem, kako točno beseditev vpliva na kaj. No, zdaj seveda fokus našega današnjega pogovora bo 55. člen naše ustave, ki omogoča torej svobodno odločanje o rojstvih otrok, ki pravi, citiram, odločanje o rojstvih svojih otrok je svobodno, država zagotavlja možnosti za uresničevanje te svoboščine in ustvarja razmere, ki omogočajo staršem, da se odločajo za rojstva svojih otrok. To bo torej naš fokus. Zdaj pa mogoče kar začnemo v bistvu s prvim delom našega podcasta in da si ne bova midve čisto preveč lastile prostora pred mikrofonom, v bistvu kar predajava besedo. Komu pa jo predajava? Besedo predajava najni sogovornici Sari Pistotnik, ki je antropologinja, trenutno tudi profesorica na Fakulteti za socialno delo. Eno izmed njenih raziskovalnih področji pa je zgodovinski pregled obravnave abortusa. Pa prisluhnimo. Sara, pozdravljena, hvala za pogovor. Z Niko sva te povabili k temu, tudi zaradi tega, ker sva zasledili, brali o tem, da se ukvarjaš z obravnavo abortusa oziroma umetne prekinitve nosečnosti tudi čez neko zgodovinsko oziroma čez časovno obdobje. Pa bi se najprej mogoče dotaknili te teme, v bistvu kako je pravica do abortusa potekala v različnih zgodovinskih obdobjih. Jaz mislim, da je tukaj najprej nujno povedati, da so se pred mano že mnoge druge avtorice ukvarjale s tem vprašanjem, ki so zelo natančno razdelale določena obdobja. Jaz sem jih mogoče povzela v zadnjem času, zato ker se mi zdijo bistvene za neko argumentacijo. In v bistvu, če probamo res zelo na hitro narediti ta zgodovinski pregled, ki je bil zagotovo veliko bolj kompleksen, kot ga bom zdaj uspela povzeti, je nek razvoj, ki je za nas zanimiv. Zdaj se začel v obdobju pred ali pa med obema vojnama, kjer je ta prvi pomemben poudarek to, da so do obdobja med obema vojnama je bil abortus
izključno stvar kazenskih zakonikov, ne. Kar pomeni, da so bili kaznovani za abortus tako ženska, ki je abortus opravila, kot tisti, ki so ji pri tem pomagali. Že med obema vojnama, 1929, ko je sprejet nov kazenski zakonik, je ta prinesel določene olajšave. Se pravi, do neke mere se je zakonodaja začela rahljati. In kar je bilo takrat pomembno, je, da pravzaprav so začeli medicinsko indikacijo jemati kot upravičen razlog. Torej, začeli so zdravstvene razloge, sprav, če bi nosečnost škodila ženski in tako naprej, ogrožala njeno zdravje, so začeli jemati kot upravičen razlog za splav. Še vedno je pa v tem času nedovoljeni splav, se pravi splav, ki so ga ženske upravljale izven zdravstvenih institucij, ostajal zelo velik družbeni problem. Se pravi, je bil prisoten in zato so že takrat številni akterji, akterke, še posebej različna ženska gibanja, govorila o tem, da je potrebno te indikacije oziroma te razloge razširiti. Se pravi, že v 30 letih so govorili tako o vprašanju etične indikacije, ki se je takrat povezovala s tem, da je bila nosečnost rezultat kaznivega dejanja, recimo posilstva. Evgenične indikacije, seveda 30 leta so bila zlata leta evgenike, ne, se pravi vprašanje, če se sumi, da je po tedanjih kriterijih kaj narobe s plodom, in pa socialne indikacije. To vprašanje je bilo tako prisotno, da so leta 1933 tri ženska društva organizirala veliko zborovanje za legalizacijo splava na podlagi teh omenjenih indikacij in da so pravzaprav že takrat govorila o osebni svobodi in o pravici do odločanja oseb, o tem, koliko otrok lahko prehranijo in tako naprej. Se pravi, določeni argumenti so bili prisotni že v tem obdobju, ki jih poznamo tudi danes. S temi pobudami takrat niso uspele, tako da je bil abortus še vedno del kazenskih zakonikov in v bistvu neke bistvene spremembe vidimo šele po drugi svetovni vojni, ne? Se pravi po tudi spremembi družbenega režima, ki se zgodi po drugi svetovni vojni. Različne raziskovalke se pač strinjamo, da je bil en pomemben premik z novim kazenskim zakonikom leta 1951, ko pravzaprav ženske niso več kriminalizirane zaradi splava. To je bila takrat pravzaprav na nek način pragmatična odločitev, ker je kriminalizacija žensk zaradi splava te omejevala, da bi pravzaprav šle v bolnico v primeru, da bi ob nedovoljenem splavu prišlo do kakršnihkoli komplikacij. Kar pomeni, da so pravzaprav s tem se začeli približevati neki ureditvi, ki bi naslovila vprašanje nedovoljenih splavov, ki so takrat predstavljali velik problem, ne zgolj zaradi smrtnosti žensk, ki je bila tudi pogosta, ampak tudi zaradi obolevnosti žensk, ki je bila še toliko bolj razširjena. Ne? Ni nujno, da pri tem vprašanju govorimo zgolj o smrtnosti. Pomembno je, da se tudi zavedamo, da je nedovoljeni splav popuščal take in drugačne zdravstvene posledice, zaradi katerih so ženske imele trajne posledice. Ne? Ta premik je pomenil neko spodbudo, da bi ženske vsaj prišle v bolnišnico, če bi šlo kaj narobe pri nedovoljenem splavu. V 50-ih lahko sledimo enemu precej hitremu razvoju, ki se začne dogajati v obdobju nekdanje Jugoslavije. Saj so že v bistvu v 50-ih letih začeli govoriti ne zgolj o vprašanju splava, ampak o vprašanju kontracepcije in spolne vzgoje. Se pravi, ves čas po drugi svetovni vojni je prevladovalo mnenje med različnimi strokami, prvenstveno zdravstveno oziroma medicinsko, da je vprašanje splava pravzaprav širše in da nikakor abortus ne sme nastopati kot sredstvo za uravnavanje rojstev. Tudi v tem času je bil namreč splav tudi kadar je bil medicinsko narejen, je bil še vedno izjemno invaziven postopek zaradi tehnologije, ki so jo takrat uporabljali. Tako da se ne more govoriti o tem, da je bil splav, ki je bil narejen takrat strani strokovnjakov, popolnoma varen postopek. Tako da v Jugoslaviji so zelo zgodaj začeli pravzaprav razvijati različne pristope, kako
splav izkoreniniti s tem, da so poudarjali druge pristope, ki bi omogočali ljudem, da se izogibajo neželeni nosečnosti. Tako da že v teh istih 50 letih spet začnejo spreminjati zakonodajo, še prej pa prakso in v bistvu že konc 50 začnejo uvajati socialno indikacijo kot samostojen razlog. To je vodilo tudi v to, da se je komisiji, ki je odločala o upravičenosti do splava, pridružila tudi socialna delavka, ki naj bi bila tista, ki odloča oziroma predstavi socialne razloge, zakaj ženska prosi za splav in v bistvu pomaga presoditi upravičenost teh razlogov. Je pa to seveda sprožilo tudi določene druge zadrege, ker socialni razlogi so po naravi najbolj neulovljiv ali pa veliko bolj neulovljiv razlog, kot so recimo medicinski razlogi. In zato je bilo vedno vprašanje, ali pa bilo v tistem momentu vprašanje, kaj so tisti legitimni razlogi v tem času razvoja socialistične države, ki so pravzaprav dovolj upravičeni, da komisija ženskam dovoli splav. Takrat so med tiste ključne razloge umeščali stanovanjske razmere, socialno-ekonomske razmere, pa neustrezne družinske in osebne razmere. Seveda je to spet zajemalo zelo različne situacije. Je pa ta uredba pravzaprav zelo hitro imela rezultat, da so socialni razlogi tudi uradno popolnoma prevladali v prošnjah, ki so jih ženske naslovile na komisijo. Zelo hitro je bilo 90 ali pa več kot 90% prošenj pravzaprav zaradi socialnih razlogov, kar je potrdil hipotezo, da gre pri temu za najbolj pogost razlog, zakaj se ženske za to odločajo. Potem naslednja pomembna stvar pri temu je, da je uredba izrazito navajala, da umetna prekinitev nosečnosti ni pravica ženske, ampak je pravzaprav pomoč družbe ženski v stiski. Se pravi, ne glede na to, da so dopustili abortus iz socialnih razlogov, nimamo govora o dostopu do abortusa kot pravici, ampak kot pomoči družbe ženski, ki se je znašla v težkih ekonomskih okoliščinah ali pa drugih okoliščinah in zato potrebuje pravzaprav družbeno pomoč, kjer bo lahko v prihodnji taki situaciji se odločila pravzaprav za rojstvo otroka. In potem zadnja pomembna stvar je, da imamo v tem času tudi v mednarodni areni nek bliskovit razvoj, kjer so pravzaprav sodelovali tudi jugoslovanski strokovnjaki in strokovnjakinje in bili v njej izredno aktivni in te ideje pravzaprav so ustvarjali in jih tudi prinašali v jugoslovanski prostor. Tako da na ta način lahko v bistvu v 60-ih govorimo res o nekem naglem razvoju področja, v katerem so res dejavno sodelovali številni strokovnjaki, strokovnjakinje, ki so bili mednarodno priznani. Istočasno so pri nas ugotavljali, da pravzaprav se število dovoljenih splavov zaradi te nove ureditve zvišuje procentualno, število nedovoljenih splavov se zmanjšuje, ni se pa popolnoma ustavilo. Zato so ves čas razmišljali pravzaprav, kako še drugače urediti to področje in seveda v skladu z socialistično miselnostjo takratnega časa je bilo to področje izjemno povezano s splošno emancipacijo žensk. Se pravi, je bil že po sami nekako prevladujoči miselnosti, pa uradni miselnosti, takrat to del vprašanja ženske emancipacije, ki je bilo ključno vezano zagotovo tudi za vprašanje ekonomske neodvisnosti, se pravi zaposlitev, pa tudi družbenih servisov, kot so vrtci, šole, menze in tako naprej, ki lahko razbremenijo žensko za to, da polno participira v družbi. V 60-ih istočasno kot pri nas tudi potekajo diskusije na nadnacionalni ravni o vprašanju, kako razumeti načrtovanje družine oziroma kako ga razvijati v praksi. In to so bili pogovori, ki so zajemali nekako globalno situacijo. Tukaj bi izpostavila mogoče dva momenta in sicer, da se Svetovna zdravstvena organizacija že v 60-ih letih pri razmislekih o načrtovanju družine na nek način usmer v potrjevanje zdravstvene upravičenosti tega koncepta
In leta 1969 izide eno pomembno poročilo, v katerem strokovnjaki, ki so bili takrat zbrani v tej delovni skupini, zapišejo, da se pozitivni vpliv načrtovanja družine kaže v izogibanju neželenim nosečnostim, ampak tudi spodbujanju želenih nosečnosti, da vplivajo na to, da se spremeni število otrok, ki jih ima ena ženska, da se pomembno spremeni število intervalov med nosečnostmi in pa koliko so stare ob prvem pa ob zadnjem otroku. In zelo jasno zapišejo, da pravzaprav je načrtovanje družine pomemben koncept pri ohranjanju oziroma pri varovanju zdravja žensk in otrok. Kot le lahko vidimo, da Svetovna zdravstvena organizacija pravzaprav naredi neko argumentacijo, ki jo začnejo tudi prevzemati posamezne države o temu, kako je pravzaprav načrtovanje družine koristno za zdravje. Drugi tak moment, ki je pomemben za to obdobje, je bila pa konferenca Organizacije združenih narodov o človekovih pravicah, ki je bila 68. leta, se pravi po 20. obletnici sprejetja Splošne deklaracije človekovih pravic, ki je bilo tako eno zelo široko posvetovanje o temu, kakšno je stanje človekovih pravic, kaj so bili napredki, kaj treba izboljšati, dodati in tako naprej. In v enem delu vključijo v sklepne dokumente tudi zapis, da je temeljna človekova pravica, da svobodno in odgovorno odloča o številu otrok in pa o razmaku med njimi. In pri tem mora imeti pa vso pravico do izobrazbe in informacij na tem področju. Se pravi, pravzaprav vprašanje svobodnega odločanja o številu otrok je nekaj, kar je del mednarodnih dokumentov in to postane že v 60. letih. In to načelo je seveda v prilagojeni verziji prenešeno leta 1974 v Zvezno ustavo SFRJ, kjer pravzaprav od takrat govorimo o svobodnem odločanju o rojstvih otrok kot o človekovi pravici. To načelo je bilo prenešeno tudi v Ustavo Socialistične republike Slovenije, kjer je bilo še majčkeno nadgrajeno zaradi tega, ker je zavezalo skupnost oziroma državo, da tudi omogoči uresničevanje te pravice. In tukaj dobimo en zanimiv premik, kjer mogoče leta 60 je bilo v uradnih dokumentih še poudarjeno, da dostop do umetne prekinitve nosečnosti ni pravica ženske, do tega, da postane svobodno odločanje o številu otrok pravica. To je tak pomemben premik. Se pravi, ta pravica o svobodnem odločanju o številu otrok pa spet ni nikoli zajemala sam umetne prekinitve nosečnosti. Vedno je šlo za sklop politik, ki osebam, parom in tako naprej omogočajo uravnavanje rojstev, kjer je umetna prekinitev nosečnosti en pomemben del, ni pa niti slučajno edini. In na tej podlagi mi 1977 dobimo zakon o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvih otrok, se pravi, ne zajema samo abortusa, ampak zajema tudi kontracepcijo, sterilizacijo, zdravljenje zmanjšane neplodnosti, vprašanje izobraževanja o teh posegih in tako naprej. In ta zakon pravzaprav z nekaterimi spremembami velja še do danes. In to je ta zakon, ki v osnovi pravzaprav omogoča širok nabor pristopov in metod, ki omogočajo ljudem, tako ženskam kot moškim, uravnavanje rojstev. Od sprejema tega zakona lahko govorimo, da pri nas stopnja splavnosti pada, čeprav se je na začetku malo povečala, ampak potem imamo pa izrazit trend padca, da je v bistvu Slovenija država, kjer je izjemno nizko število najstniških nosečnosti in pa tudi, kjer je bil izkoreninjen nedovoljeni splav. Mi praktično ne poznamo primerov nedovoljenega splava, še manj pa poznamo hude komplikacije, zdaj obolevnosti ali pa smrtnosti. In v nekem času, ko govorimo o neoliberalnih napadih na socialno državo in na krčenje oziroma oženje teh pravic, to pomeni, da obstajajo neposredne posledice tudi za dostop do splava. Zdaj neke 3 mogoče ključne točke, kjer pa verjetno niso edine, kjer je pravica do splava pri nas ogrožena, je zagotovo vprašanje zdravstvenega zavarovanja. Pri nas je dostop do umetne prekinitve nosečnosti pogojen z obveznim zdravstvenim zavarovanjem. Do pred kratkim je bil pogojen tudi z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem, kar pomeni, da je potrebno spremljati, kaj se na področju zdravstvenega zavarovanja dogaja. In tukaj vemo, da obstajajo določene skupine prebivalstva, ki živijo v Sloveniji,
ki imajo težave pri dostopu do zdravstvenega zavarovanja. Treba se je spraševati, kaj je pravzaprav z temi ženskami, na kakšen način dostopajo do umetne prekinitve nosečnosti, ali sploh dostopajo oziroma kaj naredijo v primeru, da si ne morejo privoščiti samoplačniškega splava. Druga taka težava je zagotovo pomanjkanje ginekologov, ki je v nekaterih predelih Slovenije bolj pereče kot v drugih, ampak dejstvo, da je danes pravica do splava pogojena z napotnico pri izbranem ginekologu, pomeni, da tiste ženske, ki nimajo izbranega ginekologa, se lahko že zaradi časovne stiske, zaradi neiznajdljivosti in tako naprej soočajo z vprašanjem, a imajo res dejansko učinkovit dostop do splava. Tako so recimo mediji že leta 2022 poročali, da je v občini Ljubljana brez izbranega ginekologa kar 50.000 žensk in da se situacija lahko zaostri. Še posebej so pa ogrožene mlajše ženske, zato ker pravzaprav zaradi zasedenosti ginekologov ne morejo izbrati ginekologa. Se pravi, pravzaprav tiste ženske na začetku rodne dobe, ki potrebujejo to podporo, imajo pravzaprav večje težave pri izbiri ginekologov in seveda to lahko vodi v težave ob neželeni nosečnosti. Zdaj, zadnji tak razlog, o katerem smo se tudi malo začeli pogovarjati zadnje čase, je pa vprašanje ugovora vesti, ki je zakonsko možen, čeprav obstajajo varovalke, kjer bi morala zdravstvena institucija zagotoviti pravzaprav storitev, tudi če ima zaposlenega ginekologa z ugovorom vesti. Je pa vprašanje, koliko je to dejansko na dolgi rok možno ob tem pomanjkanju ginekologov nasploh. Zdaj, načeloma pri nas še ne velja, da bi bila to resna ovira, seveda jo je pa glede na to, da je možna, da se pojavlja, potrebno vzeti resno in ugotavljati oziroma spremljati, kaj se na terenu dogaja v zvezi s tem. Pri nas moramo nekako vedeti, da je država garant pravzaprav dostopa do splava oziroma do reproduktivnih pravic in da jo ogrožajo neki ti neoliberalni napadi, ki se dogajajo, tako da s krčenjem socialne države bo zagotovo prišlo do težav tudi na tem področju. Lepo pozdravljena nazaj. Zdaj, ko takole historiziramo pravico do splava, je zmeraj pomembno, da jo pogledamo na njo tudi skozi perspektivo razreda in razredne umeščenosti oseb, ki torej bi potrebovale dostop do splava. Ena od teh, ki to konsistentno poudarja, je Liljana Burcer. To je teoretičarka in sociologinja, ki v bistvu proučuje nek ta zgodovinski aspekt in tudi razredni aspekt pravice do splava. In ona je tista, ki recimo poudari in naredi ta zelo dober argument, da čeprav nas je morda šokiralo, da so zdajle v roku nekaj let v Ameriki ženske izgubile marsikateri zvezni državi pravico do umetne prekinitve nosečnosti, to v bistvu za delavski razred, za nižji razred ni bil takšen šok, ker je že predtem bil splav mnogokrat plačljiv in zato v praksi nedostopen, oziroma je ženske potem potiskal v prostitucijo in druge grozne načine za hitro pridobivanje pač velike količine denarja, da bi lahko splav potem vseeno naredile. Tako da to je ena taka zelo distopična situacija, za katero pač smo recimo vsi mislili, da splav je v Ameriki, pa smo potem opazili, da ga ni dostopnega šele potem, ko je srednji ali pa višji sloj izgubil pravico do splava, čeprav je pa zmeraj seveda tudi res, da najvišji sloj praktično pravice do splava ne morejo izgubiti, zato ker zmeraj lahko potem vseeno letiš drugam in si privoščiš varen splav, tudi kje drugje. Kako je pa s tem, kaj v Sloveniji? Pri nas je pa marca 2023 z obveznim zdravstvenim zavarovanjem prišla pobuda, da splav, storitve v zvezi z ugotavljanjem in zdravljenjem zmanjšane plodnosti, umetno oploditvijo in sterilizacijo 100% financira država, prej je bilo to 80% krito. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije sprejme pobudo, 2024 je to novo zavarovanje, torej
sprejeto. Tako da zdaj imamo 100% financirano, predtem tudi, kar je zavod povedal, so v bistvu skoraj da oni bili šokirani, da predtem ni bilo 100% financirano, ampak no, tako, recimo, da smo naslovili to razredno vprašanje. Zdaj pa nas čaka drugi del našega današnjega podcasta, kjer smo za vas pripravili intervju z Metko Mencin Čeplak. Ona je socialna psihologinja, občasna predavateljica na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani, tam sva jo za intervju ujeli tudi midve. In zdaj, zakaj sva ravno njo izbrali za sogovornico? Zelo preprosto, ker je bila v času tranzicije ona predsednica Komisije za žensko politiko Skupščine Republike Slovenije. Torej je bila zraven, ko se je pravico do svobodnega odločanja o rojstvu otrok obdržalo v ustavi osamosvojene Slovenije, bila ena od teh, ki so zagotovile, da se jo je skoraj da dobesedno prepisalo iz ustave Jugoslavije. Sicer je pa dr. Mencin Čeplak tudi prva podpisnica peticije My Voice, My Choice. Malo vas sicer že verjetno prepričujeva prepričane, če poslušate tale podcast, ampak lahko tu spet spomniva, da je še čas, da podpišete to peticijo, če še niste. In sicer za časa snemanja so bili tam nekje na 98,63% vseh potrebnih podpisov. Torej 1 200 000 jih morajo zbrati, skoraj so že tam. Če še niste podpisali, to je ena od zadnjih šans. Kar hitro. No, pa prisluhnimo intervjuju. Leta 1940 je komunistična partija Jugoslavije že sprejela sklep o legalizaciji umetne prekinitve nosečnosti. Je pa res, da se je pa zapletal po vojni in je bilo potrebno kar 5-6 let, da se je zakonodaja toliko sprostila, da je dovolila, omogočila, uzakonila možnost abortusa od začetka, tam do leta 51-52, v primeru, če bi nadaljevanje nosečnosti ogrozilo življenje ženske. Tako da pač neka izjema od prepovedi je obstajala že zgodaj v tem povojnem jugoslovanskem obdobju. Potem so se pa postopoma v 50. in 60. letih se je širil pravzaprav ta nabor odstopanj od pravila. Ker, v bistvu, zakaj tako rečem, zelo mi je všeč opozorilo ene od feminističnih teoretičark, ki pravi, da je pravzaprav abortus, tam, kjer je reguliran, v osnovi prepovedan. Da to, kar imamo, so izjeme od prepovedi. To se mi zdi tako zelo dobra poanta. Mislim, celo zgodovino omejevanja je pravilo prepoved. Drugo so zgolj izjeme. Tudi danes velja to v osnovi. Vsa zakonodaja, tudi najbolj liberalna in odprta zakonodaja, izhaja iz na nek način prepovedi, potem pa določa izjeme od te prepovedi. Nekje jih je več, nekje manj. In v tej jugoslovanski zgodovini, zgodovini socialistične Jugoslavije, se je v 2 desetletjih pravzaprav ta nabor izjem od tega pravila širil. Seveda, danes slišimo, predvsem od nasprotnikov in nasprotnic legalizacije abortusa, da je socialistična Jugoslavija pravzaprav, da je usila partijski vrh, da je usilil tako liberalno ureditev, ampak dejstvo je, da tudi v socialistični Jugoslaviji so potekali kar težki boji med zagovorniki na eni strani in nasprotnicami pravice do abortusa na drugi strani. In ti boji so bili močni med zdravstvenim osebjem, med pravnimi strokovnjaki in strokovnjakinjami, tako da ni šlo na lahko. To je bilo pravzaprav predmet političnih sporov, čeprav ti politični spori praviloma niso potekali v javnosti. Treba si je bilo izboriti, tako da škoda, da ni Vida Tomšič več, ki bi vedela povedati, kako težki so bili ti boji. Ampak kakorkoli že, leta 1974 smo dobili ustavo, ki je zagotovila svobodo odločanja o rojstvu otrok in zavezala tudi državo, da omogoči uresničevanje te pravice. In že takrat je bilo jasno, da
ta svoboda odločanja o rojstvu otrok vključuje tudi umetno prekinitev nosečnosti na zahtevo ženske. To se mi zdi tudi pomembno, no, da do takrat, kljub zakonskim restrikcijam, ne, je ta jugoslovanski pravzaprav prostor, v tem jugoslovanskem prostoru socialističnem, se je zahtevala presoja komisije o upravičenosti zahteve ženske, ampak že kmalu so te komisije pravzaprav same sebi omejile diskrecijsko pravico. Tako da večina komisij je odločala brez kakšnih posebnih zapletov v korist zahteve žensk. Mislim, če pomislimo, kaj je bilo v zahodnji Evropi v tem času, ne, mislim, da so Francozi ne dobili to možnost, mislim, je naša zgodovina bi rekla, bolj svetla, ne, svetlejša. Itak pa veste, ne, da je bila prva država, ki je legalizirala v 20. stoletju umetno prekinitev nosečnosti, pa Sovjetska zveza, ne, ki jo je ustavila v novih časih 36. spet prepovedala, pa v obdobju Hruščova v 50. letih je bil pa spet legaliziran. Ne. Tekom osamosvojitve je bilo pa vse te bitke treba biti znova, kako? To, ja, pravzaprav smo tiste, ki smo nekako bile bolj pozorne na to, kako se premika nekako to javno mnenje, ali pa vsaj, kako se medijski prostor na nek način postaja zelo prijazen do te ideologije nacionalne ogroženosti. To besedno zvezo, mislim, da je v tem prostoru prvi uporabil Darko Štrajn in meni se zdi res tako zelo na mestu, ne, ker je šlo pač res za tako močno nacionalistično ideologijo, ki je služila pravzaprav tudi kot upravičevanje zahtev po omejevanju pravice do abortusa ali pa vsaj je igrala vlogo upravičila za to, da se je problematiziralo dostopnost abortusa ali pa vsaj, ne vem, število umetnih prekinitev nosečnosti. Ne. To je ta čist mil izraz uporablja, napačen argument, ne, da legalizacija abortusa povečuje število abortusov, kar ne drži. Ne. Sam varnega naredi. In še to se mi zdi zelo pomembno, da običajno ne velja to sicer povsod, za Jugoslavijo pa to veljalo, še posebej za Slovenijo, da je skupaj s tem procesom širjanja pravzaprav ne, možnosti žensk na tem področju se tudi zelo veliko delalo na kontracepciji. To, kar so naredile ginekologinje in ginekologi v 60-ih, 70-ih letih s temi dispanzeri za žene, so rekli, ne, s temo, to je danes nezamisljivo. Ne. No, ampak če se vrnemo k zadnjemu desetletju socializma, na sredini 80-ih let so se začele v medijih pojavljati neke kao študije, ne, o tem, kako število prebivalstva nedopustno pada v Sloveniji. Pa na koncu se je izkazalo, ne, da seveda ni problem število rojstev nasploh, ampak število rojstev, za katere so zaslužne Slovenke. Ne. In kar je vsaj mene se spomnim najbolj razočaralo v tistem obdobju, je bil pa dokument, ki je nastal znotraj Slovenskega izvršnega sveta, ne, socialistične oblasti. To je ta dokument o prebivalstveni politiki, kjer je v teh prvih osnutkih se problematizirala tudi dostopnost abortusa. To je dokument, ki ga je pripravila socialistična oblast in si rečeš, ja, pa, mislim, a je tako lahko pravzaprav prodati nekaj tako pomembnega, kot je ta pravica do abortusa. In takrat nas je bilo veliko, smo pisali v Telex. Telex je bil tednik, ki je bil zelo odprt za to vprašanje in mi smo tedensko objavljali odgovore na to, kar smo izvedeli, da se dogaja znotraj tega organa. Ne. Takrat nas je bilo dejansko strah, da bo se na ozadju te nacionalistične ideologije pravzaprav sklenil pakt
med temi novimi pretendenti za oblast in vladajočo socialistično nomenklaturo. Ne. Jaz se spomnim, da sem takrat na preži bila za vsem, kar je kakorkoli asociiral na možnost omejevanja te pravice. Ne. In tako očitno je bilo pri nas v tistem obdobju, ne, ta naveza nacionalizem, potem antisocializem, ne, patriarhalnost in omejevanje pravic vseh manjšin, pravzaprav družbenih, od spolnih, seksualnih do etničnih. Ne. Tako da je bilo jasno, da pravzaprav bodo boji okrog nove ustave, za katero je bilo jasno, da se bo slej ko prej sprejela, bolj prej kot slej, da se bodo tako zelo ostro kresala mnenja na tej točki, na vprašanju pravic pravzaprav vseh družbenih manjšin, ne samo žensk, ne, ampak da bo abortus pa eden najtrših orehov. No. Malo po volitvah se je tudi formirala ustavna komisija in pravzaprav zaradi teh napovedi, teh pričakovanj, je opozicija izsilila sklep, ki so ga podpisale vse politične stranke, da se ne bo nižal nivoja pravic, ki jih je zagotavljala takrat še ta socialistična ustava sprejeta leta 1974. Ampak, malo se je pokazalo, da je ta zaveza bolj kratkega daha in že mislim, da smo prvi osnutek besedila obravnavali, so že prišli na plano predlogi, da se namesto o pravici odločanja o rojstvu otrok ali črta to določbo, ali pa se namesto o svobodi odločanja o rojstvu otrok zapiše svoboda odločanja o spočetju. Mislim, da bi pa še, da bi si država povzela še pravico, da bi odločala o spočetju. To pa bi bilo res, to bi bil pa res višek. Že na začetku so bili nekako 3 bloki, če temu lahko rečem. Na eni strani politična skupina okrog krščanskih demokratov, ki so pravzaprav ves čas trdili, da niso proti liberalni zakonodaji, ampak da pač v ustavo pa to ne sodi. Celo visoki cerkveni predstavniki v ustavni komisiji so zagotavljali, da ne, da se strinjajo, da pač umetne prekinitve nosečnosti se ne sme prepovedati, ampak v ustavo pa ne, ker to ni vrednota. No, potem je bil, na drugi strani je bil pač ta blok, ki je vztrajal pri eni bolj, eni manj, tudi to je treba priznati, pri zahtevi, da se tudi v tej ustavi Republike Slovenije ohrani svoboda, ki jo je zagotavljala socialistična ustava. Potem je pa en vmes, ki je bil na nek način najbolj zagoneten, en ta politični blok, če temu lahko rečem, ki tudi ni bil, to ni bilo, čisto strankarsko zamejeno. Recimo v Demosu je en del zelenih bil zelo zagovarjal pravico do abortusa, drug pa je zelo nasprotoval. Potem med demokrati je tudi bilo tako, čeprav se mi zdi, pri njih je bilo pa tako zelo jasno. Dobro, se bodo že zmenili. Mi bomo pa reagirali tako, kad bo kazalo bolj za to, da se ustavo čim prej sprejme. Ta del je bil tako zagoneten zaradi tega, ker nisi vedel, kako bodo reagirali. Njim je bilo važno samo, da se ustavo čim prej sprejme. Pa je 55. člen noter ali pa ga ni. In pa seveda te strah, da bo tudi iz tega pro-choice bloka, izrazito podpornega, da bodo uhajali k temu sredinskemu bloku, ker pač tako nekako je bolj oportuno. Moj strankarski kolega takrat, vodja poslanskega kluba, Jožef Školč, je tako dnevno imel na vratih kolege iz drugih strank, tudi iz sestrskih, če tako lahko rečem,
v narekovaju, da pa dajmo popustiti, ne? Ker ustava mora biti čim prej sprejeta, da se podlej čim prej spele volitve po novi ustavi in tako naprej. In se ni vedel, res se ni vedel. Taner je enkrat rekla, ko smo se pogovarjali o tem, je rekla, to se bere kot kriminalka, ampak res, a veste, za tiste, ker nam je bilo to res zelo pomembno. Jaz sem v bistvu sama pristala na kandidaturo, predvsem zaradi te nevarnosti omejevanja pravic manjšin, ne? In jasno je bilo, da bo abortus ta prvi na vrsti, ne? Nismo spali zaradi tega. Jaz sem vsakič, ko ujeda, čakala na kolege iz moje stranke v ustavni komisiji, da so mi pač poročali, kaj se je tam dogajalo, da smo se zmenili, kaj morajo v nadaljevanju narediti. Bila je strašna negotovost, no. Do zadnje seje ustavne komisije, ki je bila tik, preden je predlog ustave prišel smo ga dobili na glasovanje, no, v skupščini, ne. In ja, ustava ni bila sprejeta z aklamacijo, kot se je pričakovalo, ne, ampak so jo ti nasprotniki 55. člena so glasovali proti ali so bili vzdržani, zdaj točno ne vem. Tako da je bil težek boj, no. Ko tako nazaj pogledam, se rečem, se je pa splačalo biti. No, se je pa splačalo vztrajati, ne, in tako da imaš neko zadoščenje, da vendarle v nečem smo pa uspeli, čeprav v toliko stvareh je šlo. Ne? Po poti, kjer smo zdaj, no. Tako. A si kdaj na tej točki danes, glede na ta neka družbena gibanja in trenja, ki se zdaj tudi dvigajo in imajo svoje lastne proteste proti splavu in tako naprej, si kdaj rečete, a še kar? V bistvu mene ne preseneča to. Zaradi tega, ker, mislim, nekako je to pričakovano glede na to, kaj se je dogajalo že od druge polovice 80-ih naprej, ne. Ti anti-choice bodo obstajali. Vemo, da so zelo dobro organizirani. Vemo, da imajo močno finančno podporo, ne, pač močna organizacija stoji za njimi in da jasno je, da je na nas, da organiziramo mreže, da odgovarjamo na to in je tako zelo pomembno, da mlade ženske pravzaprav se zavedajo, da ta pravica, kot nobena druga, ne, ni zagotovljena in da jo pravzaprav ves čas treba braniti, ne. Tako da se mi ta pobuda 8. marca recimo je tako dobro padla v ta kontekst. Mislim, meni se zdi res to taka inovacija, no, ne, ta pobuda, kako pravzaprav zavezati Evropsko unijo, da nekaj naredi za svoje prebivalke in tudi prebivalce, ne, oziroma pač ja, ne sem za ljudi z maternico, ampak nasploh za vse, sej dejansko je, ko padejo pravice eni skupini, gre, ne, je kot domi, ne, slej ko prej, ne. Vse smo se že takrat zavedali, da to ne pomeni, da smo enkrat za vselej dosegle, ne, veš, da je to treba boriti. Mislim, meni so te interpretacije, recimo, ki jih tudi en del ustavnih pravnikov vehementno ponavlja, da 55. člen ne govori o pravici do abortusa, oziroma ne. Jaz ne vem, a res ne vejo, ali namenoma zamolčijo dejstvo, da je bila skupaj z ustavo sprejeta tudi obrazložitev, ki je zavezujoča in v kateri eksplicitno piše to, kar ste že večkrat ponovili, dostopnost do vseh teh storitev, ki so povezane z svobodo odločanja o rojstvu otrok. Tako da to je, a veste, ko se to ponavlja, to, da slovenska ustava ne govori o pravici do abortusa, mislim, ko se to ponavlja, pa res
se utrdi kot resnica. Tekom pogovora z dr. Mencin Čeplak sva ugotovili tudi, da ne veva točno, kako priti do informacije, če določene ginekologinje in ginekologi uveljavljajo ugovor vesti. Tako da naj jo je zanimalo, recimo, če bi mi dve želeli se prijaviti v neko ambulanto pri določeni ginekologinji, kako bi prišle sploh predtem do te informacije. Tako da sva naredili eno mini raziskavico glede tega. Ja. Nažalost, rezultatov nimava zares, vsaj ne spodbudnih. To je mene tudi osebno zanimalo, ker imam 1-2 ginekologin v zdravstvenem domu za študente in sem slučajno na nekih forumih po spletu zasledila, da naj bi ona imela ugovor vesti pri zadevah, ki se tičejo umetne prekinitve nosečnosti, in me kar malo zaskrbelo, zato ker moram reči, da pač jaz predtem se niti nisem spraševala o tem in potem sem razmišljala, kaj pa če se znajdem v situaciji, da pridem do nje, kaj pa potem. No in sem poskušala ugotoviti, če je to res. Tako da sva pisali z novinarskim vprašanjem, potem zdravstvenemu domu. Odziva ginekologinje do časa snemanja tega podcasta nisva dobili, medtem ko v zdravstvenem domu so nama pa povedali, da oni nimajo teh informacij, da v bistvu samo zdravnica osebno to lahko pove. Potem sva šle preverjati še k zdravniški zbornici, ne? Zato ker v bistvu zdravniška zbornica ima ta register zdravnikov in ko se ljudje vpisujejo v register zdravnikov, morajo povedati, ali uveljavljajo ugovor vesti ali ne, torej morajo ta ugovor vesti prijaviti. No in tam nam je predstavnica za stike z javnostmi Urška Šestan povedala, da v bistvu oni nam tudi ne morejo povedati, kateri ginekologi to so, ki imajo ugovor vesti, naj bi jih bilo tam nekje med 8 in 10, tako se nekako zadnje čase pojavlja v medijih, ampak da zaradi varovanja osebnih podatkov oni ne smejo povedati. Tudi če jaz recimo poimensko vprašam, živijo, moja ginekologinja je ta in ta, ali ima ugovor vesti, je pač odgovor zaradi varovanja osebnih podatkov zaščiten. Tako da tudi zdravniška zbornica v bistvu mi teh informacij ne more podati, ne kot novinarki, ne kot uporabnici storitve. Zdaj so pa rekli, da delodajalec naj bi vedel, če ima ginekologinja ugovor vesti, zato ker mora v tem primeru najti nekoga drugega in ona mora delodajalca obvestiti, da bo treba iskati nekoga drugega, ki bo opravljal te storitve za njene paciente. Tako da tudi, ko vam recimo, če vam ginekologinja reče, da tega ne bo opravila, vam mora sproti že zraven povedati, na koga pa se lahko obrnete, da bo to opravil namesto nje, naprimer, da vam bo dal napotnico za splav. In ja, tako da mogoče, ne vem, v zdravstvenem domu tega niso vedeli ali pa ga ona, ne vem, to so samo gibanja, ne vem, verjetno ga je morala prijaviti, če ga ima, tudi nisem ziher, če ga ima, to bomo izvedle, lahko napiševa pod podcast, takrat bo že odgovor. Ja, tako da v tej številki, kjer piše že nekaj let, se v medijih pojavlja ta številka, da je 8 do 10 ginekologov, ginekologin z ugovorom vesti, v bistvu ne vemo, kdo je to zaenkrat, ampak ja, najboljše se informirati tudi čim prej. Ja, je pa kar zaskrbljujoče. Ja, je zaskrbljujoče. Ker konec koncev zdravstveni dom za študente ima torej trenutno 2 ginekologini, tista ta druga jo poznate, pa veste, da ona nima ugovora vesti, ker je bila naša gostja na drugem podcastu in je razlagala, kako napotuje pacientke, zato ta prvo pa v bistvu zdaj ne veva in bova napisali. No, ampak mene je tudi osebno kar malo prestrašilo, ko sem gotovila, da pa res tega pa nikoli nisem preverila. Tako da zdaj, ali je to pač, ne vem, po eni strani je varovanje osebnih podatkov verjetno pomembno in mislim, je ugovor vesti nekaj takega, kar pripada tem zdravnikom, ne? Ampak po drugi strani bi pa človek kot pacient ali pa pacientka tudi upal, da ima on pravico informiranosti, ne? Da ne potem šele izveš, ko pa poskusiš nek postopek opraviti, da v bistvu tvoj izbrani zdravnik ali ginekolog tega pač ne opravlja. Tako da tukaj mogoče ta pravica do varstva osebnih podatkov malo preči pravico do informirane izbire pacienta, ampak nisem pravnik, tako da pojma nimam. Mislim, da se zdaj tematsko približujemo tudi že rubriki Ena modra, pa morda še kar skočimo tja. Tako, Ena modra. Ena modra. Daj še enkrat. Ena modra. Ena modra. Ena modra.
Obstaja trditev, da naj bi junija 2024 Francija postala prva država, ki je v svojo ustavo vključila pravico do splava. Ampak jugoslovanska ustava je že leta 1974 imela zapisano v 191. členu. Pravica človeka je, da svobodno odloča o rojstvih otrok. Ta pravica se lahko omeji samo iz zdravstvenih razlogov. Tako. Naj jo torej zanimalo, kdo je bil prvi? Jugoslavija ali Francija? Je to bilo 1974 ali 2024? Odgovor ni zares enoznačen, ne? Našla sva argumente za in proti, takrat, ko je to zaokrožilo, ko je pač celoten progresiven del sveta čestitev Franciji, da je 2024 torej vključila to v svojo ustavo. Takrat so feministke na območju bivše Juge seveda protestirale po socialnih omrežjih, ne, da to ni res, da smo pa vendarle mi bili prvi. In potem se je takrat tudi zgodil en razkrink na mediju Oštro, kjer so v bistvu preverjali in nekako prišli do zaključka, da o tem lahko razsodi le ustavno sodišče in da zato, ker ustavno sodišče v Sloveniji še ni presojalo, ali je ta ubeseditev, torej pravica človeka je, da svobodno odloča o rojstvih otrok, oziroma ubeseditev, ki jo imamo danes, odločanje o rojstvih svojih otrok je svobodno, ali to torej je točno ubeseditev, ki dovoljuje splav, ki legalizira splav. Zato, ker to še nikoli ni odločalo, v bistvu ne moramo reči, ne, da smo bili prva država, ki je garantirala splav, ampak potem smo pa našli tudi protiargument. Ne. Ja, torej obstaja tudi razlaga členov Ustave Republike Slovenije in v primeru 55. člena je pojasnilo, da ta svoboščina zajema tudi pravico človeka do ugotavljanja in zdravljenja zmanjšane plodnosti, do preprečevanja zanositve, kar obsega kontracepcijo in sterilizacijo, ter pravico žensk do umetne prekinitve nosečnosti. Torej, s to razlago člena v bistvu pa imamo nedvoumno napisano, da v bistvu to obsega tudi umetno prekinitev nosečnosti. Ja, je pa običajno nažalost tudi tako, ne, da na koncu pretehta sama ubeseditev in ne tisto, kar je bil mogoče dejanski namen ljudi, ki so pisali, zato so take obrazložitve zelo smiselne, da vemo, kaj so želeli s tem dosežiti. Ampak ja, upajmo, da ne bo prišlo do tega, sicer da bi ustavno sodišče moralo odločati, ali to res pomeni to, kar se zaenkrat bolj kot ne vsi strinjamo, da pomeni. Ampak ja, če pa slišite kakega Francoza ali pa Francozinjo, da se hvali, da so bili prvi, pa vendarle lahko vzpostavite nekaj dvoma v to, pa pravite, da smo v tej smeri delovali že mnogo prej, no? Ker je tudi nasplošno res, da koncev je nekako vzhodni blok tukaj kar prehiteval zahodni blok pri uzakonjenju teh pravic. No? Toliko za eno modro, to je nekako to. In se selimo na zaključek. Pripotovali smo do konca tega in do konca vseh podcastov, kar malo žalostno je. Ja, ampak podcasti bodo ostali tako na straneh arhiva RŠ, kot tudi na straneh Kud Transformator, tako da si jih lahko poslušate še kadarkoli. Tako. Mi obžalujemo, da ne bomo več imeli priložnosti tega početi, ampak vi pa lahko poslušate, kolikor vam srce poželi, dokler jih ne znate na pamet, pa vseh naših kiksov zraven. Hvala, ker ste bili danes z nami. Hvala za poslušanje. Tako. Pa spremljajte naše delo še naprej, čaka en obetaven zaključni dogodek, še celoten tale projekt niti ena več, tako da spremljajte malo socialna omrežja in profile, torej Radio Študent in Kud Transformator in tudi Amnesty International Slovenija. Pa se slišimo. V projektu Niti ena več ustvarjamo izobraževalna orodja o reproduktivnih pravicah po Sloveniji in širše. Moči združujemo Kulturno-umetniško društvo Transformator, Radio Študent in Amnesty International Slovenija. Projekt je financiran s strani programa Proteus Transatlantske fundacije in sofinanciran s strani Evropske unije. Izražena stališča in mnenja so vsebina avtorici ne odražajo nujno Evropske unije ali Evropske agencije za izobraževanje in kulturo, niti Evropska unija, niti organ